V Sloveniji dobrih 13 tisoč ljudi prejema denarno nadomestilo za brezposelnost. Gre za začasno finančno podporo, do katere so upravičeni brezposelni med iskanjem nove zaposlitve. Šlo naj bi zgolj za motivacijo za dejavno iskanje dela, a očitno je več kot to. Novi zakon zvišuje zgornjo mejo denarnega nadomestila, osnovni parametri se ne spreminjajo. Na začetku prve 3 mesece denarno nadomestilo za brezposelnost znaša 80% povprečja, torej osnove. Osnova je pa povprečje 8 plač pred izgubo zaposlitve. Potem po 3 mesecih to pade na 60 in potem po 12 mesecih na 50% te osnove. Ta del se ne spreminja. Tisto, kar se spreminja, je pa omejitev tega nadomestila navzgor. Vse od leta 2013 je bila zaradi finančne krize višina denarnega nadomestila omejena na 892 evrov bruto oziroma 652 evrov neto. Vrednost denarja je padla zaradi vse višjih cen ter življenjskih stroškov. Višina denarnega nadomestila tako ni več ustrezna. Takrat, ko je to bilo sprejeto, in to je bilo sprejeto v času globoke finančne krize, kot varčevalni ukrep, je to predstavljalo 138% minimalne plače. Danes predstavlja to samo še polovico tega, ker je znesek ostal nespremenjen. In to omejitev nadomestila navzgor in tudi navzdol spreminjamo na ta način, da se zdaj izrazi kot odstotek minimalne plače. Po prve 3 mesece prejemanja nadomestila je ta omejitev 130% minimalne plače. Potem pa po 3 mesecih pade na 110, pa 100, pa 90 in po enem letu na 80%, kjer tudi ostane. Minimalna plača letos znaša 1277 evrov bruto. 130% predstavlja 1661 evrov bruto oziroma 1170 evrov neto. Da je nekdo upravičen do več kot enega leta denarnega nadomestila, mora imeti predtem 25 let zavarovalne dobe oziroma dela, ne da bi predtem izkoristil kakšen mesec denarnega nadomestila. Tudi obstoječim prejemnikom se bo višina ob uveljavitvi preračunala po novi vrednosti. Z višino denarnega nadomestila pa se porajajo dvomi o možnostih izigravanja in zlorab. Glede možnosti izigravanja tukaj ne verjamem, da pristajajo in definitivno ne pristajam na to, da bo to zdaj vodilo v neko neaktivnost. Denarno nadomestilo namreč ni izbira. Je situacija, v kateri se znajde zaposleni, ki izgubi delo in mora biti v vmesnem času zanj ustrezno poskrbljeno. V današnjem času pa si službo lahko najdejo precej hitro, saj je veliko povpraševanje po najrazličnejših poklicih. Skrbi glede izigravanja so v Sloveniji odveč. Tudi zato, ker ima Slovenija v starostni skupini med 25 in 55 let najvišjo stopnjo zaposlenosti. Dobrih 92% ljudi te starostne skupine namreč dela. V Sloveniji je očitno kultura dela taka, da če imaš priložnost si poiskati službo in če kdaj je zdaj teh priložnosti dovolj, si službo tudi najdemo. Na Zavodu za zaposlovanje ocenjujejo, da gre za korak k večji socialni varnosti brezposelnih ter za spodbudo za dejavno iskanje zaposlitve. Ob tem so dodali, da se že pripravljajo, da bo izplačevanje potekalo nemoteno in pregledno, ter pozivajo k sočasnim ukrepom za vrnitev brezposelnih na trg dela. Ob višjih nadomestilih in novih ukrepih pa ostaja ključno, da delo ostane ali znova postane vrednota, ne zgolj obveznost.